Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Začenjamo naše prvoligaško nogometno druženje. Današnja nasprotnika pa domači Velenjski Rudar in gostujoče moštvo iz Celja. Gre za 85. savinjsko-šaleški derbi in tako prehiteli Celjane in osvojili tudi evropsko vozovnico za kvalifikacije za Ligo Evropa. Zdaj je nevarno pred vrati Rozmana, Krefl in mimo gola. Danes 17. tekma za Stopajnika, kar 40 golov je prejel. Nazaj pa akcija Rudarja in gol za 1-0. Strelec pa Borna Petrović in poskrbeli so torej končno za nekaj veselja na domačih tribunah, a to je šele 27. minuta. Petrović za svoj morebitni drugi danes gol in akcija ostaja 1-0. Rudar je zdaj dvakrat nakazal, da ima dobre ideje, no medtem pa je porumenel Čalušić. Dominik Radić in Rozman 1-1, počakal je Radić pa s pravo bombo za 2-0. Dominik Radić, njegov 5. prvenstveni gol v tej sezoni in knapi so prišli do vodstva brez zmage v tej sezoni. In prišlo je do znižanja. Kakšen gol v Velenju! In hitro so znižali Celjani. Grofje imajo znova bolj aktiven rezultat. Žan Benedicič pa drugi prvenstveni gol. Poglejmo ta gol. Danes je enkrat že ustrelil. Brecelj je podal iz avta, zaletel je našel tam Benediciča, ki je imel znova dovolj prostora, dovolj časa, no tokrat pa je le razparal mrežico. Najlepši možen scenarij strela in znova vroči so zdaj Celjani. Lepa podaja, ali bo tukaj prišlo do izenačenja? Lotrič in izenačenje na 2-2. Kakšna vrnitev Grofov. Govoril sem o tem, da imajo material, da imajo nogometaše Celjani, da se znajo z ekspresnimi akcijami hitro vrniti in znali so kaznovati zdaj. Luka Kerin, tudi on v tej sezoni že med strelci 4-krat, no zdaj pa nekaj več dela za Rozmana, ali bo tukaj prišlo do vodstva za 3-2, tako je. Napaka vratarja Rozmana in Anđelković, oziroma ne, Kuzmanović, tako je, 14-tica. Mičo Kuzmanović trese mrežo, gol z glavo, ukanil je dobro Rozmana. Ali bo danes, no zdaj pa priložnost za izenačenje in tukaj je 3-3, Dario Wiesinger pa je znova zatresel mrežo. Na zadnje je zabil Triglavu za 4-0, zdaj pa je poskrbel Dario Wiesinger. Rijad Kobiljar v tej sezoni je že bil med strelci, zatresel je mrežo Aluminiju in pa Taboru. No zdaj je priložnost za povišanje na 4-3, ostaja pri izenačenju. So pa bili lani Celjani v enakem obdobju, torej po 16 tekmah na 7. mestu, imeli so 4 zmage, 8 remijev in 4 poraze. Rudar pa je bil lani v tem času na predzadnjem 9. mestu, le da so imeli takrat zbranih že 15 točk, torej tudi lani nič kaj dobra sezona, a tako da le poskrbijo za res hladen tuš Celjanom. Poglejmo še enkrat, vrat prečka rešuje zdaj Celjane. Da, oni moraju svoj mentalni problem prvo obraditi. To su dobri momci, oni znaju igrati. Oni su jedno tako maloj situaciji koja je dosta nezahvalna zbog situacije na tablici, ali
Oni su poveli 2:0 i nisu odustajali, išli su dalje, radili su. Ja sam rekao kad sam došao da jedino što nas može spasiti je izuzetno dobar rad, znači čvrst rad, da poradimo na svemu što je sad u ovom kratkom vremenu moguće, od taktike, tehnike, kondicijski, ako možemo bilo što popraviti, sve to može. Ali s druge strane, svi pričaju o sreći. Sreću moraš nekad malo i zaslužiti, ne dođe ona sama. Ne. Evo, imamo pred kraj udarac glavom koji završi na gredu. To trebaš zaslužiti, a ona se može zaslužiti samo ispravnim radom i nikako drugačije. Zanimiva tekma na izredno težkem igrišču, razmočenem. Fantje so dali tisto, kar so v tem trenutku lahko ni jim bilo danes enostavno. Mi smo hoteli igrati, seveda smo tudi mogli igrati, ker smo dobili 2 gola relativno hitro. Rudar je igral na prehode, na preskok igro in tukaj smo imeli nekaj težav. Uspeli smo se vrniti v igro, kasneje imeli tudi nekaj pol priložnosti, ampak več kot točko nam ni uspelo doseči. Želeli smo si več, v bistvu je pa Rudar tudi neugoden nasprotnik in ima svoje kvalitete.